Ja, je dejal, jaz ne vem, a bi šel še nazaj v šolo ali ne bi šel. Je rekel, jaz se nič kaj dosti ne počutim. Toliko časa je dejal, toliko smo, kot je v internacijah, na 3 krajih je bil interniran. In še to moram povedati. Enkrat je bil ravno iz Gonarsa za novo leto vrnen v Ljubljano z zvezanimi rokami na hrbtu. Cela vožnja na vlaku, ker so ga pripeljali v Ljubljano, ko so začeli evidentirati, so pa ugotovili, da to ni ta prav. To je bil verjetno Kavčič Stane, ki je bil politično na vrhu, ne pa naš Stanko. Ne. In se je zgodilo, ko so videli, da ni to tisti politični, so tega pustili nazaj in nazaj v Gonars. Ali pa takrat tam, mogoče od tam nazaj v Udine, ali pa še v Treviso, ne vem. V 3 krajih je bil. In je pisal Kari, mama in ata, ne, tam iz zapora, iz Italije. Tisti mama ni dala dosti, znala dosti tega, to Kari, ata in mama je vedela, ja, dragi ata in mama, da bi pa naprej kaj dosti. On je moral po njihovem, ker je bilo to vse evidentirano, je pač moral napisati, da se ima dober. Ne. No, je pa v Mežniji, ki je stala tam mičko naprej od naše hiše, je bil pa Alfons, Mežnarjev Alfons, Malavašič Alfons. To je bil pa bogoslovec, takrat že v 2. ali celo v 3. letniku. In je bil takrat seveda, ko so jih segnali iz teh svojih zavodov, je bil tle v Mežniji doma. No in ta bogoslovec, ko je Stanko naš prišel iz internacije, je večkrat prišel k Stanku tu in ga je začel nagovarjati. Je dejal, daj, ti bom še jaz malo pomagal. Je dejal, daj poskusi še šolo do konca, če moraš. Pa mu je nekaj, pa mu je še nekaj na knjige, se mi zdi, da mu je on preskrbel. In je Stanko, en cajt je ležal gor na pevcu, se spomnim. Tak, nobene energije, brez misli in tako nekam zagrenjen, pa v enem ni vedel, a se mu splača, a je to še v redu. Ampak se je pa le nekaj, pole pa še mama dela. Ja, no, če ti Alfons svetuje, se je dela, no, poskus, ne, boš poskusil. Če boš, pa bo mogoče, pa bo šlo, ne. No, in tako, da se ga pripravil, da je pol pa le, zdaj pa začel študirati. No, in je potem, meni se zdi, da res v tistem letu pol, to je bilo pa že 43. leta, ne, je pa naredil, meni se, do konca gimnazijo, in se pa že vpisal v bogoslovje. No, to je bilo pa 44. leta, ja. Tako da je pa takrat zaživel spet po tistem, ko je bil tako nekam zgubljen, se je pa počutil, da res bi pa lahko, in kolikor smo pa dobili informacije, da tle v bogoslovju, da je bil zelo nekje priznan slikar, da jih je ne vem koliko portretiral v zavodu. On je imel dejansko dar slikanja in je v Gonarsu je mogoče preživel, ker je ene slikal tam. Jih je, ne vem, s kakšnim svinčnikom, če jih ni imel, ali pa je rekel, da jih je tam kar nekaj takole portretiral, da je na ta način dobil kos kruha mogoče, ali pa nekaj, ne, da je preživel. Drugače pa pol, ko je domov prišel, doma pa ne vem, meni se zdi, da je nekaj še poskušal, da se je nekaj še da so bile nekaj en tak kartuši, nekaj narejeni, ampak da bi se doma kaj dosti ukvarjal, ne. Mogoče več v bogoslovju, dol je imel tudi mogoče material, pa to bolj na razpolago, kot tle, ko ni bilo nič takega. Tako da on je bil pol zadovoljen do vsega takrat, ko so jih tudi iz bogoslova spravili domov, ne. To je bilo pa že 45, 44, 45. Takrat je pa prišel domov in seveda tle pa takoj vojakom, ali bo šel sem, ali pa Nemci so že čakali, ne, tamle gor.
In seveda, takoj, če so bili že drugi vse tle, ne, je bilo tudi Stanko. Seveda Stanko je dejal, jaz nikoli orožja nisem nosil. In je bil v šoli, v prvem nadstropju, v eni pisarni gor, ker so imeli prej včasih učitelji, no, in tam gor je on pol vodil razne te evidence, ki so bile potrebne. Kdo je prišel, recimo, na nov se pojavil domobrancem tle, odkje je bil poletnik, pa vse take evidence, ali pa kdo je bil povišen. Tudi to je bilo nekaj, se spomnim pol, ko smo tiste kartoteke, smo enkrat šla s Petrom, tekrat pred spovojn, gor v pisarno in sva videla noter teh papirjev. Nekaj sva jih kar pograbila skup, nekaj še celo tale Janko Oblak rekel, če je kaj takih papirjev, prineste jih sem, da jih bomo tle pred Varužem skorili. Prav, dejano bo kakšne evidence kje, ne. No in dejansko se nekaj s Petrom sva takrat pol kar precej teh papirjev, vse sorte, so bile razni dopisi, že natipkani in to smo potem pobrala, če se je le dal, ker smo vedela, da to ni dobro, ker je tle so pa partizani prišli, pa so pa vse pobrali. In to je bilo potem pa gradivo za naprej zanje, ne. In smo res, tle do Varuža smo prinesla vse sorta, nekaj smo nesla domov, ker smo imeli doma v stranišču, ker ni bilo drugega papirja. Tudi to je bilo, ne. No in nekaj smo pa skorili pred Varužem, tako da je bilo nekaj, tako, mogoče je bilo dobro, da je bilo uničeno, no, tako bom rekel. Stanko je bil že kot bogoslovec? Že kot bogoslovec. Ampak kdaj je bil prepeljan v Gonars kot dijak? Kot Ko dijak so Italijani racije imeli. v 6. razredu je bil. In veš, kaj je bila? To je bila racija, on je stanoval tle nekje v Mostah. Jaz sem tisto hišo pol po vojni, ko sem hodil v Moste, v 10. gimnazijo, sem hodil mimo te hiše, ničkam bolj noter je bila umaknjena tako nekje. To je bila ena stara kmečka hiša, še med vsem tem novim blokom, ne. In sem šel enkrat tista hiša še malo odbližje pogledati. Sem rekel, notle noter je bil naš Stanko. Do takrat, ko je en jutr, ko je šel v šolo, na Poljansko cesto je hodil v šolo. No, in odtle je šel v šolo, seveda Italijani so pa enkrat kar tiste ulice zablokirali, okoli in kol, kakorkoli je bilo, kar so jih našli na ulici, na kamion, pa ven. Takole je pa prišel v internacijo. En cajt sploh nismo vedeli, nič kje je, noben ni nič o tem povedal. Sestra, taka je bila mamna sestra, ki je bila voditeljica tam v tem otroškem bolnici, je menda pol po informacijah dobila, da so vse te ljudi, ki so jih tega Italijani zasedli, da so jih peljali v Gonars. Pol je pa ona posredovala, tako da smo prve evidence dobili preko mamne sestre, da je Stanko v Gonarsu. Preko Floride? Mogoče celo Florida, ja. Florida, Marjančka. Ne vem, domače ime, kako je bila. Florida je bila pa dol, ja, je bila pa kar dobra sestra, kakor sem slišal, da je bila stroga, ostra, drugače pa zelo pridna, dobro je naredila marsikom od teh otrok, ki jih so imeli tam. In tu se pravi, vseh 5 tvojih starejših bratov je bilo pri domobranci, nekateri so bili že pri stražarjih, sta bila Jože in Jože pa Lojz, te dva sta bila pri stražarjih. Jože Lojz. Tine je bil od začetka, mogoče še tudi ni šel, se je pa učil na vrhnki za enega teh, ki obdelujejo lesove ali pa ne vem kva, ne. Tam je dovolj pol kasneje prišla metalka ali pa je bila, ne. No, in on je bil tam dol, je hodil od tle Šentjoštelj dol na tisto delo, dokler se ni vsa stvar zakomplicirala toliko, da so rekli, nima smisla, ker rajši se tle pripravi te naši enoti v Šentjoštu, pa dobiš obleko, pa orožje, pa konc, ne. To je potem on tle naredil naprej. Lovro je pa bil, ravno tako je študiral na Rakovniku
nekje je bil Lovro, a je bil, Bog vedi, a je bil v 3. razredu celo, že na Rakovniku in Lovro se je počutil tam toliko varnega in je bil res, Lovro je bil čist za duhovnika, se mi zdi. Njegov značaj je bil tak nežen, ampak drugače pa izredno globok. Se je videl, da je imel vzgojo rakovniško. Tako da je res nekaj je bilo prav, ko je domov prišel, smo se kar razveselili. Stanko je znal veliko teh raznih pravljic govoriti. Stanko je poznal teh raznih pripovedk iz grške zgodovine. In je nam otrokom, recimo teh, ker smo se jih pol učili, ne, te njihovi bogovi, ko so bile vse sorta, kaj so vse bili in kaj so počenjali njihova dela. In to je Stanko nam otrokom včasih na pijač smo sedeli in je s takim ljuštem nam pripovedoval, kaj se je dogajalo z unem, kako so enega mu mogli noge porezati, ker je bil predolg ali prekratk, da so ga potegnili. Ali pa, ne vem, se je navajal ta imena, ker sem se jih pol učil, sam v gimnaziji, sem rekel, naš Stanka je pa takrat že tole dobro vedel. Jaz sem bil pa takrat še mulc, nisem še imel pojma o tem. Tako da je bil v tem oziru zelo je nas znal. Posebej je bil pa navdušen, če je recimo kakšnega Markota ali pa Majde, da ga je odzignil, da ga takole odzignil gor. To je bil pa toliko navdušen. Otroci pa tudi veseli, koliko jih je dvigal takole. Kadar je bilo tako nekaj, pa ga je horuk, ne. In to je bilo po svoje zanimivo, ne. Tako da Stanko je bil, drugače pa nezgovoren. Nezgovoren se mu je videlo, da je imel za sabo že težke stvari in se ni nič kaj dosti pogovarjal. Lovro pa to, kakor se je, ne preveč, ne premalo, ampak to, da smo bile kar nekje, med sabo smo se nekje dobro kar čutili. Nekaj smo malo čutili, da nismo toliko pomembni, kot oni, ki so že toliko veliki, ne, pa toliko odraščeni. Oni so včasih imeli kakšen pogovor, ki ga mi nismo niti hoteli ali pa nismo smeli. Tako da so se pač pogovarjali malo bolj moške in ženske stvari, mi pa v tem nič ne. Tako da nismo pa na tem področju se dosti čutili, da smo prikrajšani. Edino takrat 45 let pol, ko smo videli, da so oni odšli, da je dom prazen, da je vse tako nekam taka revščina, pa sami smo ostali. To mi je pa pol takrat kar malo leglo v globo, v globino duha. Sem rekel, kaj pa zdaj, a bomo res takole naprej, brez njih. Dolgo časa sploh nismo vedeli, kaj se dogaja, ne. Še to mogoče, da smo imeli kmalu takrat 45. leta obisk ponoči, nekje mogoče okrog 1 ure. Je eden prišel, našel lojtro, ki smo imeli od zadaj dol pri hiši, je s to lojtro prišel vspredaj, ki je bila frčada. Ne, ta frčada vspredaj pa je okno gor. No, in je prišel nekje in je menda trkal po oknu. Od zadaj sta pa spali moja sestra Ančka pa Marija. No, in v tem, ko on trka po oknu gor, se je Ančka spomnila, oziroma zbudila, pa je vstala, pa menda, a je bil tak, a je luna svetila zunaj, da ga je videla na oknu en obraz, ne. In seveda, cajt se je menda ustrašila, kaj pa to zdaj, je mislila, da bi šla mama klicati. Pa ne vem, je pa nekaj, se bila že toliko premoč, veš, ona je bila le stari od mene za 2 let, ne. Dobro, in je okno odprla, pa je pa rekla, da sem jaz begunce, rekel je, če imate, če se da, če kaj dobiti, če lahko dobim kaj za pojesti. Ja, v tem pa ona nič. Ja, nič, menda je šla pol, jaz tle nisem bil nič zraven, to sem šele pol dobil informacije, da je potem šla mamo poklicati
mama, kaj se je z mamo dogajalo takrat, ne vem nič, kakšen pogovor je bil, kako je bilo. V glavnem, pol kasneje, mogoče pol leta ali pa še kaj več, je mama majčkeno več povedala, meni pa Ančki, Mirandi, ne kasnejši. Tako da takrat je on prišel, nekaj mu je mogla dati, če je imela, a je imela še kaj kruha ali kaj povem kaj je, ampak meni da ga je naročila, pridite zvečer, ko bom pomolzla kravo. Ne. No, in tako se je zgodilo. Ampak je dejala, mirkajte tamle, tle, ne pred hišo, ampak okrog, naokrog mora priti. No, in je menda zvečer, ko je mama kravo pomolzla, takrat smo že imeli elektriko, je bila ena lučka v štali, ena pa v kuhinji. No, in mama je kravo pomolzla, verjetno je že naprej vedela, ali je imela šalico s sabo, ali kakorkoli, da je potem tam dol mu dala mleko. On je prišel pa od spodaj gor, tle, kot se gre s kurje vasi, iz tega, in je tle gor noter priplizal pod tistem našim, ko so bile takole late, pod tistem latom je, ko je bil kozolc štir, ne. Tam je prišel noter, tako da je prišel do mame tle v štalo. No, in tam, kaj se je dogajalo, kako je bilo, koliko mu je mama dala, ne vem, ker o tem ni mama nikoli povedala, mi se pa nismo tudi toliko, da bi se zavedali, da bi mamo vprašali, kaj je bilo takrat, pa kako sta se zamenila. V glavnem, a je enkrat ali dvakrat ali celo trikrat prišel na tisto mesto in na tem mestu je mama mu dejala, kaj mu je dejala, tudi to ne vem. Edino, kar lahko povem, da je takrat je mama, ko je videla, da bo jutri prišel, pa ga ni bilo, je naročila meni pa Ančki. Je rekla, kaj povem, kaj pa če se je slučajno ustrašil. Je dejala, pejte dva, vzemite koš, vsak svoj koš, takrat smo nosili koše okoli, pa nekaj, je dejala, pejte pa srpe, kakor da greste nabirati za kravo, ne. Zelenje, ne. Torej rvida pa to, kar se je dalo dobiti še takrat, to je bilo že pozni jesen. No, in medva sva res vzela koše in sva šla lepo tle v Šentjoštu dol mimo cerkva, do te kapelice, tle kot je tlele od spodaj, ja, tale Francis Pest, ne, tle smo pa ponovadi hodili v tale, smo rekli, podgozd. To je bil pa en kos tistega gmajne, tam globok dol v tem grabnu, je bil pa še cerkven svet. No, in tam so govorili podgozd. In tam so oni, tudi mežnarjevi, so recimo nabirali jesen listje, ali pa tudi sekali so, če je bilo treba, drva zase, pa tako naprej. Tako da prav. No, je dejala, tam dol mogoče, tam so smreke naprej, če se je šel skrit med te smreke, dva pejte v podgozd dol, pa ga pokličta. Je dejala, on se je zmeraj v glasu, slište. Ne? No, in medva sva tako res šla tamle dol, po bregu dol, kakor smo včasih hodili, ker pobližno smo rekli, da smo čim prej dol v Majn. In smo šli dol v Majno, dol je bila ena pot takole, pa takole dol, pa takole dol, dol pa čist nekne, dol pa en grabenček. Čas je bil malo večji, čas malo manjši, kakor je bila voda, ki je pretekla tle nekje iz tega konca, izvir, ne vem kje. In do tam dol prideva, slište, vse tiho. Kličeva, en čas kličeva, pa dela mi, Ančka je dela, jaz mislim, da je verjetno mogel jeti pa kam drugo, se tleče jaz kje pa, tam bi lahko ven prišel, na drug koncu bi prišel že spet v drugo dolino, čez to, nič v tem, prav nič peva nazaj, če se bi oglasil, bi se oglasil, medva ga ne morava daj priklicati, če noče, če se ne oglasi. In sva gledala, če bi bilo kje kakšna sled, če se bi kaj videla, kakšna stopinja, tudi nič ni bilo videti. Nič. Sva šla domov
In sva povedala, mam, kaj je bilo. Ja, mama je bila tih, pa nič. Na vse svete, mislim, da je bilo tisto leto, so se ponovadi zmeraj tle pred cerkvijo, pa pred tole Totenkambro, smo rekli, da je ta spomenik teh naših rajnih. So se ponovadi zmerali možje, ki so prihajali ali z planine, ali pa iz drugih koncev, tudi z Butajnove, ne toliko, ali pa če so prihajali mogoče nekateri z Polhovega Gradca, ki so imeli tle svoje grobove, nekateri. No, in tle se je takrat za 1. novembra se je kar nabralo precej ljudi. No, in mi, kot tle, ki smo imeli zmeraj tu blizu cerkev, ki je začela ura biti, ali pa še malo prej, pa si že bil v cerkvi, ne. Tako da smo se enkrat, ravno na ta dan, pa malo tlele pred hišo gledamo, enega gledam tam dol, pri Totenkambri, kot pravimo, s klobukom na glav, pa on gleda, enkrat pogleda gor, pa se obrne, pa začne hoditi, pa gre gor k naš hiš. Nepoznan, čisto tako. Pride do naše hiše, pa je dejal, a je mama doma? Ja, je, tamle v kuhinji, ja. No, in je menda šel čez vežo, je bila naprej pred kuhinja, mama je bila v kuhinji, takrat se je verjetno že bila pripravljena, da bomo šli v cerkev, ne. No, in pol je mama enkrat sama to povedala, to po tolikem cajtu, da je bil to tisti, ki spet dele ne bom našel v spominu, kdo je bil ta, ki se je vračal velikokrat čez mejo od teh, ki so pobegnili čez in so se vračali, kaj? Skrivači. Skrivači, in je bil eden teh vodja, ki je v Ljubljani imel tudi stanovanja na Svetega Petra cesti. Bitenc. Bitenc, točno. Evo, Bitenc je bil in mama je rekla, da se je predstavil in da je rekel, da se vam zahvalim za tega, ki ste ga takrat rešili, da je prišel srečno čez mejo. Tako. To se pravi, tako je k vam po noč prišel. Tako je k nam po noč prišel. Ja. Ker Bitenc je bil pol pa... Bitence so pa pol, pa Piškova nesla pošto dol in to se je potem svega sledil, ne vem na kolikih krajih, ne, in ubil tako, kakor ostale, ne. In kdaj recimo ste pa prvo nekako vest dobili, da bratov ne bo več, ali pa... Dolg časa se je dogajalo, enkrat, samkrat, bom rekel, po tistem času smo bili v hiš, ne vem, kaj je bilo, kjer dan, tudi ne vem kaj, ne. V glavnem, takrat je pa mama javno zajokala. V pričo nas. Sploh takrat nismo vedeli. Mi še zmeraj smo takrat mislili, kakor smo slišali o raznih teh, to so bile te govorice, ki so bile nič preverjene, da jih imajo, da so jih vrnili nazaj, da jih imajo nekje v zaporih, da nekje delajo, pa vse mogoče variante so prihajale. Še tole bom povedal prej, ker sem se dela spomnil. V tem času, mogoče potem, ko je ta hodil k nam, ta skrivač, pa potem smo enkrat dobili eno pismo. Eno pismo je prišlo naslovljeno na mamo. In v tistem pismu škoda, na pragu pred hišo smo ga brali in potem so rekli, da ga moramo skuriti. Je pa pisalo mogoče čistko, kakor imam še v spominu, kaj je takrat pisalo. Sporočam vam, da so vaši bratje še živi in vam sporočajo to, da se bodo mogoče vrnili domov. Več vam ne morem povedati, ker stavim glavo. Točno se zapomnim tega, kar je bilo na koncu napisano. Več vam ne morem povedati, ker stavim glavo. Prej je bilo pa še napisano,
da je moj sin straži vaše fante. To se pravi, fantje so imeli še denar, pa sem mu mogoče dal, ali pa sem rekel, daj saj toliko, da bo vaša mama, ali pa da bi sporočili domov, kje smo. Ne. Tako, in to je, verjetno je prišlo, če bi danes vedel, je štempelj bil na pismu gor, ne bi mogel vedeti, pa bi vse tako. Ampak takrat nikdo se je upal, ker so vse pisma pregledovali in vse, kar je bilo tazga, vse pobrali. Ne. Pa bi bil to še poletje? Še poletje. Še poletje. To je bilo že proti jeseni. 45. To je bilo že, pojem, ne. To je bilo, če bi dejal, kaj svim, ali je bilo to začetek junija, ali pa tam nekje, ne. Kaj povem, ne. Daj, ko si bi takrat kaj orientiral, pa si takrat ne noben na to, nekje pa, nič. Mi smo sem, tisto pismo je bilo in po tistem pismu nobenih informacij več. Tako da nismo vedeli naprej, razen kar je bilo mogoče tisto nedeljo, ko je po svetem rešnem telesu je bilo to, ko so oni odšli. Je tale Francis Fest, ki je bil drugače takrat pol Mežnar, en cajt tle v Šentjošču, je šel Hmaš v Škofjo Loko. V Šentjošča je šel Hmaš v Škofjo Loko, peš, možakar. In mi smo tisto nedeljo bili takole na naši Štirni, tam pred hišo. Ko se je on vračal popoldne, takole že proti večeru, je prišel tle iz Kurje vasi gor in je prišel gor. No, pa mama je prav, kje si pa bil? Ta pa kume, v Škofjo Lok, joj, groza. Pa nekaj začel govoriti, ne. No, in pol ste se, mi spet nismo bili toliko, ne vem kako, da bi začeli poslušati kaj, ne. Ampak sta se z mamo pogovarjala. Ja je dejal, v Škofji Lok sem bil prmaš, tam sem pa videl, da je vse narobe, da so partizani vrnili domobrance dol in da so jih tam gonili po Škofji Lok. Rekel, to so nekateri pravili, kaj se je dogajalo. Prav groza, kaj je to. In je bil tako vznemirjen čist, da ni vedel, kaj bi lahko povedal. Nič. Ja, pa sem rekel, kakšen naš fantje. Ja, kje pa jaz vem, vedel. V tem neben ni vedel, prav. To je bilo vse pod stražo in to so oni gonili, pa jih nekje tam pregajnali gor pa dol. Ne. One sem toliko vedel. In ta informacija je bila pa naša prva, da so dejansko vrnjeni. Kam pa, kako pa nismo vedeli. Ne. In ko si rekel, da je mama prvič zajokala, Ja. ob kakšni priliki? Od tega, ko smo govorili o naših fantih. Od tega, ko je začutila, da je dejansko, da smo res ostali sami. Pa da bo sama naprej mogla nas komandirati, rihtati, pa od 7 nepreskrbljenih otrok. To je bilo, to je edin sem našo mamo videl takrat, drugače nikoli. Nikoli ne je bila zmeraj ali nasmejana, ali ljubezniva, tako da tle ni bila drugega kot to, kar je bilo lahko. Ne. Več nismo mogli dobiti. Ne. Vse je bilo dano nam na razpolago. Pa je kdaj kasneje od njih govorila vam še? Ste se pogovarjali kdaj? Toliko malo. Mama je saj to je pa potem napisala v tisti naši knjigi, tole, kako je Krimučance, oziroma tale. Mati. Ja. Je pisala, kar je o otroških letih, nekaj piše, nekaj tudi ne. Kako so šli služiti od doma, ne. To je nekaj tam nakratko je ona omenila, drugače pa ona vse zaupanje v Boga, ne. Torej, vse, kar se je zgodilo, jaz drugače ne morem, jaz ne morem narediti nič drugega, kot reči Bogu hvala. Jaz se ne morem sama čisto nič pomagati, na nobenega drugega se ne morem ozreti, mama je zaupala v to Božjo navzočnost in milost in vse to, kar ona lahko od Boga dobi, ne. Imela je tako bi rekel, tako močno vero,
da bi se mogoče tudi svet začel premikati, če bi se dal. Tako bi pa človek videl, da res so bile te mame res svetniško nastrojene po teh težkih preizkušnjah. Ne. To pa moram reči. Ne. Če bi rekel, da bi enkrat, še mene, ko sem ga tudi lomil, me je enkrat čist samo takole videzno, ko sem videl po očeh, da ni zadovoljna, sem rekel ne, nič več. To je pa bila, veš, ne vem, to je imela en dar, ker ga drug zlepa ne bi mogel nekdo imeti, da bi recimo toliko vplival na nas, ne vse to, kot pravi, ja, ženska vzgoja, to je polomimija, ne, to ni nič, ne, mora biti mož, ko udari pomis pa tako naprej, ne. Ampak jaz ne vem, mi smo se pač, kakor smo mogli, se preživeli in doživeli, več ali manj na ta način, ne. Edino pol, ko smo prišli v ta odprti svet, ki je neumisljiv, mislim, neljubezniv za nas, smo se pa srečali pa vsak s svojim težavami in veliko je bilo tega, ko smo se res mogli, tudi jaz bom rekel, da takrat, ko sem nehal hoditi, mislim, ko sem nehal službovati pri Svetem Petru, ne, tudi takrat je bilo potem pa tudi treba stanovanje zapustiti. Ja, jaz pa stanovanje nisem imel, kaj daj, ne. In seveda jaz sem pa pol iskal po cajtngah, pa sem nekje dobil eno Marice, kaj je bila, na Ježici, ulica Marice Kovačeve 11. In sem pol tam nekje takole kar hodil, tam v službi ponovadi, kaj je bilo, kdo mi bi dal kosil, ne vem, čez cesto pekarna, v pekarno pol kile kruha, pa ne vem, kva sem še, pa čaj, nekaj čaja sem pa kupil še, ne vem, ali sem jih imel sam. Zraven je bila pa tudi še ena takale lekarna in sem še tam dobil nekaj. Tisto vzel sabo, šel v avtokomerco, šalico, nekaj sem sabo nosil in sem tam skuhal čaj, pa kruh, pa še ponovadi sem kupil nekaj tega cukra, da sem naštimal kruh pa čaj, to je bil moj kosil velikokrat, kaj drugega nisem imel, ne. Potem pa proti večeru sem se pa napravil na jezero na spat, zjutraj spet nazaj in tako naprej je trajalo to kar določene cajte, ampak sem dejal, tudi to ne bo šlo. No, pol mi je pa ta Podbojev, Juraj, ta mlajši sin, je rekel, tle del bliz, pred Šiško je del, je en, ko imajo tudi, vdajajo tudi na stanovanje, je del, če hočeš, hočeš tle malo bližje, je rekel, kot pa na Ježca gor, ne. Jaz sem del, bom, koliko cajta je to bilo, jaz sem pol videl, da tle ne bo perspektive, jaz se moram osamosvojiti. Sem se pa takoj prijavil, ko so pa v Šiški delali tele stanovanjske bloke. Sem se pa takoj prijavil, da bi kar eno garsonjero, nič, no, stanovanje, nisem še takrat nič namislil za stanovanje. Sem rekel, garsonjero nekje pod streho, bom že kako, najlažji, bom vsaj svoj stanovanje imel za vse, kar hočem. No, in sem se prijavil in potem sem skozi vlagal svoj zaslužek, da sem nekje, ko je bilo stanovanje vseljivo že, je bilo še čist malo kredita za plačati, sem že vse med tem vse splačeval. In seveda, to je bilo potem zame to prvo, kar se je odprlo nebo nad mano, da imam svoj stanovanje v bloku sicer, ne. Ampak blok je bil, takrat smo se še tako gledali en drugega, noben ga poznal, ampak bil sem na svojem in sem lepo zjutraj vstal, vrata zaklenil, gremo v službo, pa tako naprej. No, pa sem takrat sem pa že privat študiral naprej na srednjo ekonomsko šolo.
sem študiral privat. V službi sem se že nekje sem prijavil, sem rekel, jaz moram nekaj še malo naprej študirati. No in sem najdel tam še dva, ki sta bila, eden je bil iz pošte, eden pa iz enega drugega podjetja, oba potrjena partica. Ampak smo se dobro razumeli. Na srednje Ja, na torej, jaz sem ekonomski takrat se šoli. prijavil tudi pri avtokomercu, sem rekel, da bi rad še nadaljeval. Ja, no in v redu, sem dobil, se pravi, tam enega, noben ni bil od teh pri avtokomercu v službi. Eden je bil na pošti, eden pa Kardelje je vozil okoli z avtom, A ja? šofer. Ja. Pol mi je povedal, ne. Kako si je pisal? Mramor Jože. To je bil. Ne. No in pa ta je bil pa, ta drug je pa bil, je imel pa partizansko ime, pa še drugo ime. Dva. Tako da, ampak smo se kar dobro. Vsi smo bili na tem, da bi naredili tale srednjo ekonomsko. No in tako se je zgodilo, da smo se nekje ujeli, pol je pa ta, ki je delal na pošti, je bil pa le tukaj na takem mestu, da je nam za učenje priskrbil en prostor. In smo se nekje, kadar smo se dogovorili, zmeraj povedal, v tem nadstropju, ne vem, te pošte, ki je to kolika, smo najdli en plac, je rekel, ta prostor so nam danes dali, da smo lahko mi danes, ne. No in tako smo se nekje tam hodili učiti skupaj hodili na to srednjo ekonomsko, no in na srednji ekonomski smo nazadnje vsi zdelali. Tako. No in seveda, ta dva, ki sta bila z mano, sta delala, za naju je to dost. Med dva več ne rabo to, ker najin poklic zahteva, da moramo imeti, ne, že zaradi denarja, ne, da je dobil višjo plačo. Ne. Jaz sem torej imel srednjo ekonomsko, no potem so pa takrat rekli, ja, s poslovanjem z tujci pa tako naprej, pa tole, ko morate poslovati, s tem je treba, da naredite en tečaj. No in potem so organizirali en tečaj, meni se di, koliko je bil en teden, ali je bil še več, ne vem. Tudi tle v enem hotelu, čist zraven, smo imeli eno dvorano, dobili se jih je bilo več z raznih vetrov, ki so ta tečaj delali za priznanje tujega jezika. No in jaz sem pa to nemščino delal tam, tako da sem nemščino naredil kot tuji jezik, tako da sem imel pa tudi v svoji delavski knjižici opisano, da imam priznanje tujega jezika za poslovanje s tujimi, temi našimi Nemci, ki so z njimi delali. No, ampak jaz sem le želel malo več, nisem bil zadovoljen. Mi je pa enkrat ena stvar kanila, kaj povem, nimam pojma spet, od kje je prišlo, kdo je bil tisti, da sem se vpisal na višjo upravno šolo. Višja upravna šola je bila pa tle za Bežigradom, 4-letna mislim, da je bila. No in tam se je pa pol spet začelo moje novo vodje, nov način, tle sem pa začel pa spet sam hoditi v šolo, 4 leta sem hodil v Šiško, torej za Bežigradom, iz Šiške za Bežigradom in nazaj. Naša Angelca je bila že kar nekoliko slabe volje, prav, le je rekla, tle je Dani te toliko išče, toliko bi te rad, prav ti pa hodiš pa okrog. Ja, dajmo se enkrat nehati na s tem, ja, jaz sem šolo moram narediti, ne, če hočem, da kaj naprej gre. No in dejansko res tista 4 leta sem hodil v šolo, pa kakor se je dal, pa še domov čez hitro. Ampak seveda šola je zahtevala svoje, velikokrat sem zvečer do polnoči ali pa še več študiral tam, pa kakšne kaj je bilo treba pol, kakšne te zaključke, pa končne diplomske naloge, pa to je bilo kar hudo, pa še v tem stanovanju noter. No, ampak vseglih smo tu daleč prišli do 4. letnika,
tam se mi je pa spet zalomil pri politični ekonomiji. Je pa bila ena zadeva, druga je bila vse ok, pri politični ekonomiji pa ne vem, nimam pojma, kaj je bil vzrok, v glavnem nisem mogel zaključiti dokončnega, da bi prišel do diplome. No in mi je dal potem, ne vem, kaj je bil, več je bilo takih, ki smo potem morali en izpit še ponavljati. Ne vem, da je na koliko cajta, ali je bil en teden, ali koliko je bilo, da je nam dal nekaj na razpolago, da smo se potem prijavljali in takrat, ko si se potem ti prijavil pri njemu, to je bil potem pa dokončni izpit. Ne. No in potem sem jaz prišel, to je pa en politik, ki je tele delal prav za tele južnjake, za priseljence, če se kaj spomniš tega. Stanoval je takrat v Nebotičniku. In kako si je pisal, ne veš? Da mi je to vse iz glave šlo. Je pa zelo znan. In veliko se je tudi v Cajtengah je velikokrat pisal še zdaj. Sem zdaj on že toliko star, da verjetno je že blizu 100. Ne? Je pa bil pa drugače, tako bi rekel, zelo nastrojen politik. Fajn je delal za to vlast njegovo. No, ampak jaz sem se z njim pol takrat fajn pogovoril, sva se lepo pogovorila, on je bil še ta prvič šel na kosilo, je rekel, če še jaz grem z njim, sem rekel, ja ne, sem lik dela bil. No in potem sem ga počakal, no in sva šla v tam, ko je on pol po kose, sva šla dol v dvorano, no sva se pa tam pa fajn pogovorila med sabo, tako da je bilo kar ljuštno. Pol čez toliko cajta sem pol pa dobil diplomo, zaključek višje upravne šole. In pol si bil končno miren glede to je bila moja najvišja izobrazba, ki sem jo dosegel, predvsej pol, torej vse v času študija. Ne. Službe, tako je. Ja, in že družine. In pa še družine zraven. Družina je kar malo mogla res potrpeti, tako da je žena nazadnje, ko sem takrat ko sem moral ponavljati ta izpit, ne, sem rekel, ti jaz ne bom več šel. Takrat me je pa ona, Angelca, rekla, če si pa tukaj sajte hodil, pa da bi ti dale tole pustil prav, ja to pa ne boš. Ti moraš tu sprav skušati, pa konc ne. Tako da me je takrat pa vse gre še zbičkom pognala, tukaj da sem rekel, no pa ne gre še do konca, da nam zvisel tako. Ja, hvala Bogu, vidiš, da je bila spodbuda. Pa je pa to šla in... Miklavž, viš kaj me sem še zanima, če imaš kaj v spominu 45. ko so šli tile fantje pa, ko so bili bolj, ko so se mogli tjaviti. A imaš kaj spomina na to, se pravi z Butajnove pa... Ja, tle je bilo tako. Jaz sem pol to izvedel, veš kako je takrat ni bila nobene informacije. Ljudje tudi niso ne vem, ko hodili sem pa tja, ampak pol se je šele izvedel, da so nekatere fante ali pa može, ki so ostali doma, takoj dobili pozive, da se morajo javiti tle v Logatcu. Ne. Ja, to je bilo nekaj, ampak to je še Hriberjev Miha je bil, no, to je bil edin, ki je bil nekje tle nam najbližje v Šentjošču, ki so ga še pustili živega. No in tudi ta je največ pol povedal, kaj je bilo, ne. Pa še on je večinoma tako ob strani to povedal. Noben od teh, ki je še ostal živ tle v Logatcu, ni znal nič več povedati, kot sem to, da je bila groza in strah. In to je on sem povedal, kakšne stvari so imeli, kako so jih zvijačno pa prisluškovali tam. Eden za zavesa, drug na drug stran, pa spraševali, enega sem pa kja, pol jih pa vse tiste pa pobili tam. Tam na Zbutajnovi je bil Žnider, ki je bil tukaj zelo poznan. Vsak možakar je bil tak. Ja, ko bi človek rekel, kaj se pa od njega mogli. Tudi ta je šel, njih tako ne. V Butajnov, veš kako je bilo, vsi tisti partisi, ki so bile vezani že odprej, povezani med sabo, so takrat 45 leta oživeli in so lepo prijavljali samo tiste, s katerim niso imeli dobre odnose. In to je bilo dosti.
To je šlo pa potem naprej na višje informe, oni pa samo z veseljem pobijemo, kar se da pobiti, vse da se pobiti, ne. Sem, da se pobija. To so naši izdajalci, pa ne vem kaj, ne. To je bilo hudo in to nas še zmeraj kolje, ne. Rečemo, to je naša zgodovina. Ja. Bog nas se usmili in Bog nas živi.